Ja, pa mu je pa treba pismo napisati, ne? Ja, seveda. Vi ste mu kaj pisali? Ne! Saj ni še prekasno. Ajde, dajmo. Pa lepo pišite, da bo znal prebrati. Dalje, ne? Bo Ata Handelčka vnesu. Zdaj pa lepo tudi vodimo. Jo, sveti Angel. Vodi sveta pisma svoj, stoji noči vaša čaki, sveta podreja Pozdravljeni otroci! Bog dej! Bog dej, sveti Miklavž. Ja, mi smo šele oddali pisma, ste pa hitro prišli. Miklavž to vse vidi in vse ve. Kaj ti Miklavž ne gleda samo takrat, ko pišete pisemca. Miklavž si vse to zapisuje skozi celo leto v svojo zlato knjigo. Poglejte, kako debela je. Vse vaše naloge, vsa opravila opazim in zapišem, kdaj si pospravljate svojo sobo, kdaj opogate starše, kdaj molite zvečer. Zato ni kar samo ob svetem Miklavžu, ob mojem prazniku, ob koncu leta ubogati starše, ampak to počnite skozi celo leto. Ste slišali? Ja. Za vse tiste pridne otroke ima pa Miklavž tudi nekaj skromnih daril, za tiste poredne pa parkeljna in šibo. Ampak vsi tisti otroci, ki ste pridni, se parkeljna ne rabite bati. Saj, če ste otroci pridni, vam parkelj ne more nič hudega storiti. Bomo kar razdelili darilčka za te moje pridne otroke. Vi pa kar hitro še eno zmolite potiho, pa bomo vsi skupaj pridni do prihodnega leta. Hvala lepa, da ste nas obiskali. Pa se vidimo prihodnje leto, ne? Pridne otroke vse z veseljem obdaruje in obiščem. Z Bogom, otroci! Z Bogom, sveti Miklavž. Boga. Pa hvala leta. Prosim, prosim. Maria,
Srečno, veselo, skozi Božjo pomoč, mi smo učakali veliko noč. Milo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne da. Kandica, vodo drži, kdo se ozira po hrbtu dobi. Milo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne da. Kandica, vodo drži, kdo se ozira po hrbtu dobi. Prišel bo svet Martin, z mošta bo delal vin,
On ga bo krstil, jaz ga bom pil. Potem, gled, vsak sajt bojo prišli, Madonna, te... Sigurno. Obljubili so, da bojo prišli. Povem, da prijedem sigurno. Prijatelji, lepo, da ste prišli. Pa še gospoda Škofa ste se moj parkovali. Bog daj. Bratje Božji, sestre moje. Danes smo se tlele zbrali v čas našega največjega dolenskega svetlika. Kjer pa je tu? Ja, svet Martin Mrvandar, ne? Zakva pa je svet Martin dolenski svetnik, naš najbolj spoštovan in najbolj pomemben. Tukaj je tak, ko mi dolenci. Rad je kaj spil, rad je kakšno guskico pojel, rad je kakšno lušno žensko pogledal. Ja, tak je bil ko mi. Danes, bratje pa sestre, smo tlene zaradi tega našega otroka, ki se imenuje mošt. Treba ga bo krstiti, vsakega otroka, da bo postal vino. Vsak otrok pa krsti pa nuca, botrco pa botrca. No pa da vidimo, katera bo najboljša botrca. Vse so lušne. Franska, kar ti boš, ti se najbolj prečna za to. Ja, botrca ne mora biti sama, mora imeti enega botrčka. Pa daj se zber enega botrčka tle, da smo tu vseh prsosti. Njeno, vedno dober. Ja, on je že malo pleša, s tem še prvi botrček, otrok mora dobiti ime. Zdaj pa ime naj bo tako, da bo odražalo njegov karakter, njegovo naturo. Gregor, prim, malo ga probaj, pa povej, ko bo z njega ratalo, kašen bo? Kašen je že zdaj? Zdaj dober, pa še boljši. Dober, no, dober. Botrca, kaj pa ti praviš, kašen je? Tako je zmeren, ki se ne morajo zedin, pa eno ime je zbrat, ne? No, pa naj bo, kukor oba pravta, dobro kisu. Ti, naš dragi mož, jaz te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha in te dajem ime Dobro kisu. Dobro kisu, jaz te želim, da nas bo celo leto krepčal, da bo za tebe rato en tak dober karakter, ena žlahtna cvetlica, pa da te do naslednjega Martina sploh ne bo zmatalo. In da boš ostal tak, kakor si zdaj, pa da nas boš lepo napajal, razveselil, pa nekolok navrgel. God se pa eno zarešte. Pa urejšte še eno.
Svetega Jurija pojemo, špeha, jajca prosimo. Daj nam špeha, daj nam denar, sem klopotcev buh obvar. Hvala.
Prišla oljčna je nedelja, polna srčnega veselja. Skrbni hišni gospodar mladike oljčne že nalaga. Prišla je pepelnica, ostala si samica. Še boš vlekla ploh. Kaj se v mojemu srčku godi, možila bi se rada, sem deklica premlada. Ti ne veš, kaj govoriš, zakon ima svoj
Ja pa poglej se, kašna si! Kašno, pogled, kako imam dober geštel. 10 otrok bi ti lahko rodila. A zgledaš, kot da si jih 30! Ke bi se en tak dosta rodil, ke bi nas stare dekliče mladil. Pa nage kolejne grem rada za njim. Karče, tudi na gorečih kolejne, prav rada klečim. Dobro so jedli, dobro so pili, skoraj do polnoči so se veselili. Juhuhu, Anton je v gatah domov prišel. Grem jaz pogledat, če je kdo doma prišel. Zgleda, da so. Kar dajmo. Posluš, nekaj pa da. Ja sam Božjo vola, pejta pogledat v štalo, če si kako stelo predstavljal. Pejta hitro. Res nekaj rapotamo, pa vstopaš v pogledat. Smo ga dober, ne? Ga pa je narobe. Da je cela vas tele zvečer pri meni doma. Tele smo pripelali. Kaj si pozabil, Anton? God imaš jutr duša, god! Pa je cela vas prišla. Res pozabil. No, vse najboljše. Velik zdravje. Vesela. Da bi dobro gospodaru. Pa da bi mu dobrega. Ampekunga zgorjeta, rdečega. Ga bomo predsaj pokusit. Tija bendica, kaj ženske že nesli. Tu pa za tu, Ana, za gud. Ja, poklonaj, no. Na zdravje! Bom kakao. Stolko je, Bog nam naj na svet žive. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Lepimo ga. Leglejmo ga, saj je vince, saj ni voda. Travička mora spita bit za voljo tovaršije, to ne pa polito bit zato, ker nič ne pije. Pivaj ga, uživaj ga, vinca sladkega, ha, ha. Pivaj ga, uživaj ga, oj, vinca sladkega.
gremo. Pa zdaj tako hitro. Ali je bilo tako lepo, da moramo nehati? Ja, se je res. Ja. Ja. Drugo leto bomo spet prišli. Za seboj bomo dali za seboj. Za seboj. Ko bo pravi. Suncu ljubko se ogreva.
Hvala gospodu županu za ta nagovor. Iz okolja Novega mesta izhajajo številni ustvarjalci, znanstveniki in strokovnjaki iz najrazličnejših področji. Tukaj še danes delujejo in ustvarjajo izjemni perspektivni posamezniki ter skupine, ki dokazujejo, da je Novo mesto kraj, kjer se ustvarjajo presežki. Posebno sprejemal gospoda Macedonija, kot je že sam povedal, je, da ga že 4. leto pripravljajo najboljša novomeška kulturna društva. Vsi ljubitelji predani umetnosti in kulturi na amaterski ravni, ki pa že meji na profesionalizem. Prvo leto je nastopil pihalni orkester Krka, naslednjo leto mešani pevski zbor Pomlad, decembra lani plesni studio Novo mesto in nocoj folklorno društvo Kres. Kresovci vas bomo popeljali v svet slovenskega izročila, glasbe in plesa. Smo prepoznavno folklorno društvo na nacionalni in na mednarodni ravni. In dovolite, da še na kratko predstavim naše leto, kako je izgledalo. Leto 2017 je bilo za Kresovce precej pestro in polno novih izkušenj. Leto smo plesno začeli že 6. januarja, ko smo za Krkine upokojence zaplesali na Otocu. In že naslednji dan smo imeli svoj letni koncert. Kar 5-krat smo animirali goste v hotelu v Šmarjeških Toplicah ter 13-krat nastopili v Ljubljani za Židovno Marelo, kjer smo nastopali za Ruse, Ukrajince, Kitajce, Turke, Nemce, Tajce, Francoze, Čehe, Avstrijce in seveda za najboljšo publiko Slovence. Septembra smo se kot prva slovenska folklorna skupina podali v Egipt na povabilo predsednice Slovensko-egiptovskega društva Snežinka, kjer nas je sprejela tudi gospa veleposlanica Tanja Miškova v svoji rezidenci. Tam smo kar v kairski operi nastopili za veleposlanike Palestine, Nemčije, Francije, Islandije, Evropske unije, Avstrije in mnogo drugih političnih ter gospodarskih veljakov. Naredili smo velik vtis, saj so o nas še kar mesec dni govorili tamkajšnji lokalni mediji. Nad nami pa je bila navdušena tudi gospa veleposlanica. V sodelovanju z mestno občino Novo mesto smo na praznik Situl v sklopu Jantarjevega leta uprizorili halštatske plese iz časov železne dobe, skupaj s knegom in kneginjo. Še enega velikega projekta smo se lotili letos. Sodelovali smo pri operi Aleša Makovca 10. brat, katera nam je vsem, ki smo sodelovali v njej, pustila en prav poseben čar. 12-krat smo bili nepogrešljiv del opere. Pred samo premiero 10. brata pa smo uprizorili še en celovečerni koncert, tokrat v sklopu novomeškega gledališkega abonmaja. In ne samo to, vse naše skupine so se udeležile regijskih revij v svoji kategoriji. Vodilna skupina je prišla vse gor do državnega izbora, kar je sam vrh folklorne dejavnosti. Mlajša veteranska skupina je dosegla državni nivo in se zato kot gostja udeležila državnega srečanja hrvaških folklornih skupin v Čakovcu. In ravno tam smo dobili povabilo za še en nastop na Hrvaškem, kamor potujemo prihodnjo soboto v Varaždin. Tudi naše pevke, Tercet Lila, so se na srečanju ljudskih pevcev dosegle državni nivo. Na tekmovanju folklornih parov pa smo dosegli 3. mesto. In ne nazadnje, nocoj smo tu. Vendar s tem se za nas letošnjo leto še ne konča. Dosegli bomo svoj vrstni rekord in presegli več kot 80 nastopov. Od praznika do praznika se bo vrtel ta svet, ki včasih v smeh in drugič spet v jok je odet. Ko od jeze eni cepetajo, veselo drugi se hahljajo, da eni slavo so uviti,
garajo drugi v senci skriti. Ko enim je denar edini amulet, za nas je lepši, vrednejši ta svet in v njem veliko lažje je živeti. Če pesmi dedov, babic ples, navade stare, včasih običaje čudne, marsikdaj ta prave, v temnih kotih skrite izbrskamo na dan, jih v življenje novo obudimo, svojim trudom in veseljem okrasimo in že smo tu pred vami spet, da vam pokažemo nov splet. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na prednovoletnem srečanju na sprejemu župana Mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija. Na ta prijeten predpraznični večer izrekam ob začetku današnjega srečanja dobrodošlico, ki naj zveni kot topel stisk roke čisto vsakemu posamezniku v tem prostoru. Posebej pozdravljam gostitelja nocojšnjega večera, gospoda župana Gregorja Macedonija, župane sosednjih občin, častne občane, svetnike občinskega sveta, predstavnike krajevnih skupnosti, predstavnike gospodarskih družb, javnih zavodov, nevladnih organizacij, snovalce nocojšnjega kulturnega programa ter vse vas, spoštovane goste, cenjene novomeščanke in novomeščani. To je čas, ko se ozremo nazaj, v preteklost in pomislimo, kaj smo naredili v iztekajočem se letu in še pomembneje, kaj pričakujemo v letu, ki prihaja. Je čas za premislek, kaj bomo, kaj želimo in kaj hočemo doseči. Vabim k pozdravnemu nagovoru gospoda župana, ki bo povzel leto 2017 in predstavil, kaj so izzivi občine v naslednjem letu. Spoštovani gospod župan, prosim. Spoštovani gostje, lepo vas pozdravljam na svojem že 4. prednovoletnem sprejemu. Vesel sem, da se nam vsako leto uspe zbrati v tako lepem številu, kar si štejem v veliko čast, saj vem, da je december vsako leto časovno in glede obveznosti naporen čas. Vsi smo razpeti med zaključevanjem obveznosti tekočega leta in med prijetnim druženjem z družino in prijatelji. Zato se na občini vsako leto potrudimo, da vam ni žal časa, ki ga v zaključku leta preživimo skupaj. Preden vas prepustim prelepemu programu, ki so ga za nas pripravile članice in člani folklornega društva Kres, mi dovolite, da kot se za čas, v katerem smo spodobi, z vami delim nekaj svojih razmišljanj o obdobju, ki je za nami in letih, ki so pred nami. V letu 2017 so se projekti, ki smo jih od začetka mandata pripravljali v pisarnah in na sestankih, začeli v večjem obsegu kazati tudi na terenu. To ni zato, ker so prihodnje leto volitve. Če bi bilo temu tako, bi vse zaključke načrtovali za prihodnjo jesen. Pa vendar vodenje občine ne sme biti kalkulacija za dobrobit enega človeka. Gre za kontinuirano delo, ki ima v javni upravi še prav posebno specifiko. Če si kdo ne more predstavljati, da je temu tako, ga povabim, da z mano od začetka do konca izpelje enega od 100 projektov, ki nas še čakajo. Vsak projekt se prične z zaznavo težave. Večinoma gre bodisi za manjkajočo ali dotrajano infrastrukturo, bodisi za razvojni poseg v prostor, bodisi za spremembo sistema, ki je v svoji strukturi ali delovanju zastarel, ali pa zgolj za tako imenovan mehak projekt, ki ima v času izvajanja pomembne družbene posledice. Zaznav težav je običajno veliko tudi strani raznoraznih posameznikov, ki potem nimajo ne energije in ne poznajo poti, da bi težavo rešili. Na občini pa se seveda vsakega od izzivov lotimo resno, zato smo si na začetku začrtali jasne prioritete. Tako so odločitve,
katerih projektov se bomo lotevali najprej lažje, saj za posamezno izbiro obstajajo objektivni, merljivi argumenti. Ko smo si začrtali smer, v katero bomo šli, in obseg, ki se ga kot občina lahko privoščimo, smo začeli z delom. Tudi sam sem bil izjemno presenečen, koliko na videz nepomembnega, lahko bi rekli birokratskega dela je bilo potrebno opraviti. Koliko klicev z namenom priganjanja odgovornih narediti. Koliko službenih poti, predvsem v Ljubljano, na najrazličnejša ministrstva in urade izvesti, da smo v letu 2017 začeli z obsežnim odpiranjem gradbišč. Pa ne, da v prejšnjih letih ni bilo investicij in uspešno izvedenih projektov. Saj sem vam o njih pravil na preteklih sprejemih. Gradbišča omenjam zato, ker ga ni občanke ali občana, ki se z njimi ne bi srečali. Predvsem v poletnem času je bilo hkrati v izvedbi 46 investicij in verjamem, da se je tudi kdo izmed vas spraševal, ali ni šlo drugače, ko so dela vplivali na potek našega vsakdana. Ker imam osebno izkušnjo županovanja naši občini, vem, da ni šlo drugače. Ko enkrat prevzameš odgovornost za dobrobit preko 36.000 občanov, je pomembno, da se zavedaš, da je tvoja naloga razvoj. Ne prideš zgolj v pisarno na Rotovž in rešuješ samo težave, ki se že zelo pereče pojavijo. Razmišljaš o kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih nalogah, ki jih moraš s pomočjo sodelavcev doseči in opraviti. Omejujete cel kup zakonodajnih omejitev, ki jih napišejo predvsem tisti, ki nimajo veliko izkušenj z delom na terenu. Ko si postaviš razvojni načrt, torej jasno pot do ciljev, ki si jih obljubil doseči v 4 letih, krmariš med številnimi dejavniki in z omejenimi resursi. Moraš biti iznajdljiv, vztrajen, nekateri bi rekli celo trmast. Ne smeš popustiti pritiskom in ne delati in ne pristati na dejstvo, da smo pa ja tako do sedaj delali. Drugače ni šlo tudi zato, ker je naša občina razvojno zaspala. To se je videlo na vsakem koraku in ko sem se odločil podati na to pot, sem vedel, da me čaka ogromno dela. Izkazalo se je, da smo bogata občina in da lahko v pravilnem načrtovanju in še dodatni ambicioznosti pri črpanju različnih sofinancerskih sredstev v nekaj letih nadoknadimo zamujeno. Res je, da smo se vsi morali malo prilagoditi. Kdaj pa kdaj tudi sprejeti argumente, zakaj se nečesa lotevamo drugače oziroma posamezne zadeve izvajamo pred nekaterimi drugimi. Vsem sem vam obljubil, da bom delal za vse občane. Zato sem posebej ponosen na model, ki sem ga razvil v letu 2016 in ki je obrodil sadove trdega dela občinskih uslužbencev in članov svetov v vseh 23 krajevnih skupnostih. Skupaj tako rešujemo krajevne težave in delamo izboljšave tam, kjer občani sami pravijo, da naj delamo. Vse pa vas lepo prosim, da če vam v prihajajočih mesecih kdo reče, da se na občini sedaj pričenja negotovo obdobje, tega ne verjemite. Mnogi radi rečejo, da prihaja obdobje, ko zaradi priprav na volitve občinarji ne bojo nič več delali. Jaz pa vam lahko zatrdim, da je takšnega načina razmišljanja že zdavnaj konec. Razvoja za dobrobit naše občine za nič na tem svetu ne smemo ustaviti. Zato vam lahko z gotovostjo zatrdim, da bom v letih, ki so pred nami, delal vse, kar je v moji moči, da se mestna občina Novo mesto razvija v začrtani smeri. Odgovoriti moramo na globalizacijske izzive, podpreti naše gospodarstvo, poskrbeti za naše najšibkejše in socialno ogrožene, še bolj dvigniti kakovost življenja, postaviti športno dvorano, zgraditi bazen, oživiti mestno jedro, poskrbeti za razcvet turizma, postati bolj samooskrbni in še bi lahko našteval.
Dela je še ogromno in vse prej kot enostavno. Vendar vem, da nam bo skupaj uspelo. Za konec mi povsem nešteten dovolite, da se vam zahvalim za podporo. Vse, kar je narejenega, kar se vidi in kar se ne vidi, ne bi bilo brez dejstva, da imam sam in vsi, ki delamo za naše občane, več podpornikov kot nasproti mislečih. Še naprej vas vabim k sodelovanju. Mnogi izmed vas že sedaj veliko prispevate in zato se vam iskreno zahvaljujem. Ob tej priložnosti bi vam in vašim najbližjim rad zgolj še zaželel lepe in mirne božične in novoletne praznike ter srečno in uspešno leto 2018. Lep večer še naprej.